Zlata skledica, pravljice iz vsega sveta. Kako so nastale gosli? Romska pravljica. Bila sta nekoč reven mož in revna žena, ki dolgo nista imela otrok. Zgodilo se je pa nekoč, da je žena šla v gozd. Tam je srečala starko, ki ji je takole povedala: pojdi domov in razbij bučo, vanjo nalij mleka in ga popij, pa boš rodila sina, ki bo srečen in bogat. Starka je izginila, žena pa je šla domov in je storila, kakor ji je bilo rečeno. Po 9 mesecih je rodila lepega fantička, toda ni ji bila usojena dolgotrajna sreča. Kmalu je zbolela in umrla. Tudi mož je umrl, ko je bilo sinu 20 let, pa si je mislil fant: kaj naj doma? Po svetu grem in si poiščem srečo. Fant je torej hodil od vasi do vasi, od mesta do mesta, sreče pa ni nikjer našel. Tako je prišel nekoč v veliko mesto, kjer je živel bogat kralj, ki je imel prelepo hčer. Za ženo jo je hotel dati samo tistemu, ki bi znal narediti nekaj takega, česar še nihče na svetu ni videl. Dosti moč je že poskusilo srečo, toda kralj je vse pogubil, niso namreč znali narediti nič takega, česar bi kdo že poprej ne bil videl. Ko je fant to slišal, je šel k kralju in rekel: tvojo hčer bi rad za ženo, povej, kaj naj naredim? Kralj se je razsrdil in rekel: sprašuješ, kaj bi, saj veš, da bo tisti dobil mojo hčer za ženo, ki bo znal narediti kaj takega, česar še nihče na svetu ni videl. Ker si tako neumno vprašal, boš v ječi poginil. Nato so kraljevi služabniki zaprli mladeniča v temno ječo. Komaj so zapahnili vrata, se je ječa razsvetlila in prikazala se je Matuja, kraljica vil. Rekla je fantu: ne žaluj, vzela se bosta s kraljično. Tu imaš škatlico in paličico, izpuli mi nekaj las in napni jih prek skrinjice in paličice. Fant je storil, kakor mu je velela Matuja. Ko je končal, je dejala: potegni s paličico po laseh na skrinjici. Mladenič je ubogal. Nato je dejala Matuja: ta škatlica, skrinjica naj se spremeni v gosli, naj ljudi razveseli ali razžalosti, kakor boš hotel. In je vzela škatlico in se zasmejala vanjo, potem je zajokala in njene solze so padale vanjo. Nato je rekla fantu: zdaj pa potegni po laseh na škatlici. Fant je ubogal in iz škatlice so privrele pesmi, da je bilo srce ob njih zdaj žalostno, zdaj veselo. Ko je Matuja izginila, je fant pohlipal hlapce in jim velel, naj ga popeljejo pred kralja, in je kralju dejal: zdaj pa poslušaj in poglej, kaj sem naredil. Nato je začel igrati na gosli in kralj ni vedel, kaj bi od veselja. Dal je fantu svojo lepo hčer za ženo in poslej so vsi živeli v sreči in miru. Tako so nastale gosli.